Vladavina Maksimilijana I. je pred dobrimi 500 leti pomenila nov vzpon Habsburžanov ter širjenje njihove posesti in oblasti. Z bodočim cesarjem je odraščal tudi Gašper Lamberger z gradu Kamen pri Begunjah. Ob cesarjevem kronanju leta 1486 v Aachnu je Gašperja in njegovega bratranca Krištofa, takrat že znana turnirska zmagovalca, mladi cesar povzdignil viteza. Lambergi so bili od konca 14. stoletja za briksenskimi škofi in Nortenbožani najpomembnejši fevdalci na širšem blejskem področju. Gašperjevo junaštvo še danes upeva ljudska pesem Pega mi Lamberger. Naša tema je pa protestantizem, tako se mi zdi, da je še pri nas precej doma. Tako v zavesti, v Trubarju in ostalih. Tudi na Bledu so 30 družin recimo izgnali takrat, piše Gornik, da so je bogato poplačali, recimo, da je res. Ampak v to temo nas bo popeljal Damjan Sova, direktor Ars Longe. Ampak najbolj pa pomemben, da je velik specialist za sreden vek, tudi za Habsburžane. Je njegova pot, rekel, strokovna, je šla od Dobrove pri Ljubljani v Ljubljano, v srednjo šolo, tehnično, elektro, če se prav spomnim, elektro, zanimivo. In potem je prišel v čist neke druge vode, zgodovinske in tudi sociološke. Tako da nas prav zanima, kako se bosta ta dva elementa danes srečala v Habsburžanih in protestantizmu. Izvolite. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. To srečanje bo gotovo precej burno in živahno med eno in drugo platjo. Kot je že bilo rečeno, je današnja tema iz cikla predavanj o Habsburžanih namenjena predvsem temu izjemno turbulentnemu času v Evropi skozi 16. stoletje. V času, ko pride do reformacije, ki do dobra zamaje znane temelje tedanje Evrope. Če nekaj zamaje temelje, pomeni, da pravzaprav nič tistega, v kar smo ali pa so naši predniki verovali v preteklosti, na nek način ne velja več. Ali pa, da se vse tisto začenja interpretirati na nov način, da se svet na nek način začenja postavljati na novo. Reformacija skupaj s humanizmom predstavlja zelo pomemben del renesanse. Renesanse, ki je široko gibanje, kot se začenja v Italiji že v 14. stoletju in razplamti pozneje v naslednjih desetletjih tudi severno od Alp, tudi pri nas, v naših krajih. Vsaka dežela ima svoj odgovor na te nove spremenjene kulturne okoliščine, bi lahko dejali. Renesansa namreč na eni strani pomeni res da oživljanje antičnih vrednot, humanizem pa na drugi strani pomeni, da se v center tedanjega fokusa kulturnega življenja, političnega ali pa vsakdanjega življenja postavlja človeka z vsemi njegovimi talenti, plusi in minusi, bi dejali, da je človek torej tisto, kar je v ospredju. Človek ni zgolj in samo marioneta Božje volje, pač pa je v skladu z renesančno mislijo italijanskih filozofov nekdo, ki mu je nekaj dano, ki so mu dani talenti in ki jih mora v tem življenju ali pa v zemeljskem delu tega življenja kar se da uresničiti. Zato, da lahko že tekom življenja počasi spoznava višje sfere, ki so zanj rezervirane šele seveda za čas po smrti. Humanizem. Individualnost ali pa individualizem je gotovo pojem, ki ga poznamo tudi v našem času. Veliko se o tem govori. In ravno individualizem je komponenta kulturnega razvoja severnoevropske renesanse, ki je verjetno pomembno vplivala na to,
da je do reformacije prišlo. Kaj bi bilo, če bi ne bilo Martina Lutra? Bil bi nekdo drug. Kaj bi bilo, če bi ne bilo reformacije, kot jo poznamo? Zgodila bi se neka druga kulturna sprememba. Različne tradicije med severom in jugom Evrope, renesančni temelji, ki rodijo humanizem, zanimanje za človeka, in individualizem, bi slej ko prej pripeljali do nekih novih notranjih kulturnih gibanj in procesov v Evropi 16. stoletja. To je bil zelo zanimiv, turbulenten čas. Habsburžani, tisti, ki ste bili na zadnjih 2 predavanjih, ste to že slišali, sicer pa ponovimo, so v tem času ravno na nek način do dobra sedli v sedlo. Njihova primogenitura, to se pravi nasledstvo najstarejšega sina, tudi v smislu cesarske krone, sicer še ni bila povsem jasno formalizirana, a je bila tako rekoč politično dejstvo. To, da so bili cesarji, je bila sicer velika čast, a cesarstvo kot tako ali pa cesarjeva oblast kot taka ni več imela tiste politične moči, kot jo je imela stoletja nazaj, v srednjem veku. Minili so časi 11., 12., 13. stoletja. 15. in 16. stoletje pomenita velik preskok v razvoju. Razvijajo se mesta, posamezne države, ideje skozi renesanso do protestantizma, do reformacije. Tisto, kar se na nek način razvija na jugu, se na drug način razvija na severu. Danes si bomo tako pogledali nekaj glavnih teh stičnih točk med rodbino Habsburžanov, med glavnimi predstavniki le-te v tistem obdobju in tem zelo za Evropo turbulentnim procesom, torej reformacijo. Na eni strani rodbina, ki varuje svoje posesti, s katerih počasi nastaja državna tvorba, na drugi strani reformacijski procesi, severno od Alp, ki jih lepijo v političnem smislu tudi po samostojnosti ali pa težijo k samostojnosti posameznih regij, dežel, kneževin, vojvodstev, mest na vse zadnje. Prejšnji teden ste si veliko pogledali posamezne razvojne stopne Habsburžanov skozi 15. stoletje. Zlasti cesar Maksimilijan je bil tisti, ki je na nek način, lahko rečemo, stoji na začetku razvoja rodbine, na tistem začetku, ki pomeni širjenje habsburške krvi tudi v Španijo. Veliko zaslug ima prav Maksimilijan za to, saj je dal oba svoja otroka, ki ju ima v prvem zakonu z Marijo Burgundsko, poročiti na španski dvor. Španija je bila tedaj mlada država, prvič pravzaprav se o Združenem kraljestvu Aragonije in Kastilije začne govoriti v tem času, v času poznega 15. stoletja. Ni bila še povsem konstituirana, bila pa je bodoča velesila. 16. stoletje z odkrivanjem novega sveta, z odkrivanjem novih kultur onkraj oceana pomeni nov razvoj v Španiji. Nekaj povsem neslutenega. Več komponent se tako združi v nek nov mozaik v Evropi 16. stoletja. Je pa res, da je reformacija začela svoj pohod, če uporabim ta izraz, ravno v Maksimilijanovem času. Bolje rečeno, stari Max je bil tedaj že na koncu svoje politične in življenjske poti in svojih moči kot takih. Vemo, da si je Innsbruck pravzaprav izbral za svoje glavno rezidenčno mesto, rad je hodil v hribe, plezal medtem, ko je lovil kakšne kapitalce tam okrog, visokih hribov v okolici Innsbrucka ne manjka in najrajši je čas preživljal tam. Tam si je bil uredil tudi grobno cerkev, kjer bi naj bil pokopan, pa se potem to ni zgodilo. Saj je umrl na poti v smeri proti Dunaju in v Wiener Neustadtu, južno od Dunaja, je slednjič tudi pokopan. Domačini, meščani, zlasti tisti z denarjem, namreč posmrtnih ostankov cesarja niso želeli sprejeti, saj se je bil pri njih za časa življenja preveč zadolžil. Tudi sicer je denar bila šibka plat, nekoliko bolj šibka plat Maksimilijana in pri tem mu je svojo desno, če že ne kar obeh roka, ponudil v pomoč Jakob Fugger,
Družina Fugger je bila ena najbogatejših v tedanji Evropi, poznega 15. in zgodnega 16. stoletja. Jakob Fugger je zapustil izjemno bogatstvo, pravijo 2 milijona goldinarjev. To je težko danes ovrednotiti, kaj to pomeni, ampak če je dvorni zdravnik na Maksimilijanovem dvoru, pravijo nekateri, zaslužil 100 do 150 goldinarjev letno, si lahko predstavljamo, kaj to razmerje med tema dvema številkama pomeni. Dal pa je Jakob Fugger v svojo poroko zapisati, da morajo sredstva ostati doma. Zgradi socialno naselje v Augsburgu, imenovano Fuggerei, ki obratuje še danes. Prvo naselje za starostnike, varovana stanovanja, bi lahko rekli v današnjem jeziku, so to bila prva v Evropi v začetku 16. stoletja. Jakob Fugger je finančno družini Habsburžanov pomagal kar nekaj časa, ali pa bolje, z družini sta bili finančno povezani dolgo časa. Zakaj je ta informacija povezana? Torej, povezani so bili tako v Maksimilijanovem, kot tudi pozneje v času cesarja Karla V. Denar je tedaj postajal sveta vladar, pa se je bil že prej, pa tudi potem in tako dalje. Ampak Maksimilijan si je še za časa svojega življenja 600 000 zlatnikov sposodil pri Fuggerjih samo zato, da je s tem denarjem pomagal, mi bi rekli podkupoval, ampak to je grda beseda, pa rečemo rajši pomagal k ustrezni odločitvi nemških volilnih knezov, da bodo pozneje podprli njegovega vnuka v ambiciji, da bi postal cesar Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti. Maksimilijan razmišlja v pojmih rodbine, ne v pojmih države, nikakor ne v pojmih nacije. Nacionalnost je nekaj ali pa je pojem, ki se pojavlja sicer sem in tja, ali ga uporabljamo pravzaprav šele pozneje, od 19. stoletja dalje. Pojem države, centralno urejene države, je že precej star. V evropskem prostoru se razvija skozi različne modele, bolj ali manj centralizirane. Francija je bila ena od bolj že v srednjem veku centraliziranih držav. Habsburške posesti pa že, kot vidimo po nazivu, niso bile Habsburška država, pač pa Habsburške posesti. Res, da so Habsburžani bili tudi nosilci cesarske krone, a cesarstvo še zdaleč ni bilo homogena, centralizirana država. Bilo je to bolj skupek držav znotraj centralnoevropskega prostora. To je bil skupek heterogenih političnih silnic med severom in jugom, bi dejali. Zato je ob pomembnih akcijah ali pa težnjah družine bilo najprej treba dobiti konsens med različnimi deležniki znotraj cesarstva, med različnimi političnimi silnicami. Med temi, veliko jih je bilo, pa so bili najpomembnejši volilni knezi, tisti, ki so, bi rekli po domače, morali dati svoj podpis in se strinjati s tem, da je nek kandidat lahko tudi uradno bil kronan za cesarja. Najpomembnejši vladarji cesarstva so gotovo bili na Saškem, bili so to tudi nadškofje v Mainzu, recimo. Konec koncev češki kralj, ki je bil v tem času Habsburžan, oziroma Habsburžani imajo od tega časa dalje tudi češko krono. Te posesti so bili najpomembnejše in so imele veliko vlogo pri kreiranju evropske politike. Če je Maksimilijan razmišljal na eni strani rodbinsko, poskrbeti za svoje nasledstvo, pa je na drugi strani moral razmišljati povezovalno. In to lepilo je bil denar. Skozi to se je dalo prepričati še takega dvomljivca, da je dal svoj glas in da je proces šel naprej. Maksimilijan je umrl leta 1519. Že takoj tedaj, pravzaprav že 2 leti prej, je Karl V., ki bo naša osrednja osebnost, bi lahko rekli, današnjega večera, je že 2 leti prej zasedel španski prestol. Če se spomnite od prejšnjega tedna, samo na hitro bomo ponovili, oba hči Margareta in sin Filip sta bile poročena na španski dvor. Margareti je njen španski ženin Ivan
umrl po letu in pol približno, zato se je vrnila nazaj na Holandsko. Holandija, Belgija, Luksemburg, del severne Francije, to je bila včasih Burgundija. Tudi tisti del, kjer je danes francoska pokrajina Burgundija. To so zgodovinska jedra te v tem času verjetno najbogatejše evropske države ali pa ene od najbogatejših evropskih držav. Filip je vstal na španskem dvoru, tam se je bil poročil s hčerjo kralja Ferdinanda Aragonskega in Izabele Kastilske. Ivana je bilo ime, Juana, ki je pozneje doživela psihično bolezen. Pravimo ji Ivana Blazna. In njun otrok je bil med drugimi otroci tudi Karl V. Dva pomembna sta v tej družini, v tem členu. Karl in Ferdinand. Karl V, nosilec, prestolonaslednik, Ferdinand je bil v senci, dokler Karl V, kot bomo videli pozneje, ni odstopil z prestola. Ta dialog, ki se ustvarja, ali pa bolje rečeno, ki je bil vsiljen Habsburžanom, je tudi za njih gotovo v tem času predstavljal šok. Dialog s protestantizmom, tega imam namreč v mislih. Maksimilijan je sicer slišal za Martina Lutra, a se ni kaj dosti omenil zanj. Kaj bo nemški menih? Ne, jaz sem cesar, oblast mi je dana preko papeža od Boga. Nemški menih ima svoje ideje, sej ni edini, marsikdo je bil. Bili so razni preroki, pridigarji, tisti, ki so klicali k spreobrnenju in tako dalje. Ni se vznemirjal preveč za stran tega. Tudi tedanji papež, Leon X, ki ga bomo srečali z rodbine Medičejcev, se vsaj sprva ni pretirano menil za ideje nekega nemškega meniha, kot so dejali. Rim je bil daleč, ali pa bolje z zornega kota Rima je bila Nemčija, centralni del Nemčije, Saška, Turingija, to so bili zelo oddaljeni kraji. Še danes veliko ur potujemo tja gor. 500 let nazaj so ti kraji bili še dlje. Novice prihajajo, slej ko prej pride novica, ampak če ste v Rimu, če ste trdno v sedlu, vas to sedla zlepa pač ne premakne. Karl V je bil leta 1519 vendarle izvoljen za cesarja. Skozi obilne denarne nagrade vsem nemškim volilnim knezom. Še posebej Saška ali pa nadškofje, recimo, so imeli veliko besedo pri tem. Nadškofje pomembnejših mest, recimo Mainza, Trierja, Kölna, so bili vsi na čelu pravzaprav ne samo nadškofij, pač pa tudi državnih tvorb. Vsi so bili del Svetega rimskega cesarstva, nemške narodnosti, kot se je ta, recimo temu predhodnica Evropske unije, bila imenovala in kamor so jasno spadali tudi naši kraji. Celoten del Srednje Evrope do Jadrana in Severna Italija, vse to nominalno spada pod cesarstvo. Nominalno pomeni, da je cesar njihov predstavnik, vladar. Ampak politika se je dejansko bila odvijala na spodnjem deželnem, knežjem, vojvodskem in mestnem nivoju. Cesar za vsakdanje zadeve posameznih dežel, recimo Brandenburga, Prusije, še posebej Prusije, Saške, Hesna ali pa Bavarske, na to ni imel pretiranega dnevno-političnega vpliva. Zakonodaja, ekonomija je tekla svojo pot. Cesar je bil simbolni vladar nad temi deželami. Je pa moral imeti njihovo formalno privolitev, če je želel postati vladar, seveda. Karl V se je tako v tem obdobju, kot vidimo, njegovo obdobje ravno sovpada s tisto najpomembnejšo prvo fazo ali pa zgodno in zrelo fazo reformacije. Karl V je bil prepričan, da je kraljeva oblast, cesarjeva oblast dana od Boga. Papež je načeloma bil njegov zaveznik, čeprav se je večkrat s papežem srečal tudi tako, v smislu konfrontacije. In bil je prepričan v enotnost države, se pravi cesarstva, vrh katere je cesar.
enotnost, je pomenila ne samo politične, pač pa predvsem tisto trdno, zlepljeno jedro, vrh katere je Kristus. No, v realni politiki cesar. A vendar si Karl V. ni mogel predstavljati, da bi država kar tako zaradi novih religioznih idej razpadla v dva dela. V tem času je to bilo nezamisljivo. Ni šlo za dogovor, šlo je za tok dogodkov, ki dejansko potem pripeljajo do razcepitve. Z dvema pomembnima možema se je moral Karl V. srečati. Osebno, oziroma skozi pisma, če imamo v mislih papeža. Martin Luther, ga vidimo tule na enem od Kranahovih portretov. Kranach je verjetno eden pomembnejših renesančnih umetnikov v območju Srednje Nemčije. In tukaj ga vidimo v zrelih letih, v tistem času, ko je Luther že zaključil prevajanje Svetega pisma. Na desni strani pa vidimo portret papeža Leona X. Rafael, eden od poglavitnih visokorenesančnih umetnikov, je avtor te slike. Leon X. prihaja iz hiše Medičejcev, je sin Lorenca Veličastnega. To ni bilo kar tako. Leon X. je prihajal iz ene od najpomembnejših italijanskih vladarskih hiš. Že pri dobrih 13 letih je postal kardinal. Pa ne zato, ker bi imel doktorat iz teologije. Ne. Ata kupil kardinalski klobuk. Lorenzo Veličastni ni bil župan Firenc, je pa dejansko vodil politiko. Kar neko dolgo obdobje. Jaz se včasih pošalim in rečem, to je prava definicija za strica iz ozadja. Vse je šlo na mlin florentinskih poslov, ki jih vodijo Medičejci, ki so bili predvsem bankirji. Svoje podružnice imajo v Rimu, Benetkah in še kje. To je čas, ko se začenja razvijati, skoraj bi si upal reči, kapitalizem v našem smislu besede. Z vsemi značilnostmi, brezgotovinskim poslovanjem, menicami in tako dalje. Leon X. s tem, ko postane papež, udejani dolgoletni sen medičejske družine. Medičejcem prvič uspe veliki politični met. Papeža imajo v svojih vrstah. In Leon X. je bil en tak bon vivant, pravimo. Menda, tako pravijo, je dejal, ko je bil potrjen za papeža, da češ v roke smo dobili papeštvo, uživajmo ga. Ne vem, če so te besede resnične, prav njegove, pripisujejo mu jih, bi pa verjetno lahko bile nekako ustrezne za njegov značaj. Bil je vajen seveda plemiškega življenja v Firencah in potem v Rimu, tega nadaljuje in razvija v vseh oblikah plemiškega življenja, kar si jih moramo misliti. Bil pa je tudi na čelu velikega gradbenega podjetja v Rimu v tistem času, tedaj namreč gradijo veličastno cerkev baziliko svetega Petra, danes glavno krščansko cerkev, bi lahko rekli. In zato je bilo potrebno veliko sredstev. Papež je skupaj s svojo ekipo imel kar nekaj vzvodov, da so sredstva v Rim pritekala. Šlo je za uveljavljen davčni sistem, mi bi rekli, ali pa v naših krajih so v enem obdobju temu rekli cerkvena desetina, pač nek davek, ki ga plačujejo mesta, dežele. Poleg tega pa seveda v tem času, tako kot je to veljalo za srednji vek, od začetka križarskih vojn dalje, prodajajo tudi odpustke. Odpustek pomeni, zagrešili ste nek greh, za katerega je predpisana smrtna kazen, če pa plačate toliko in toliko, se vam ta greh izbriše, dobite pa tudi potrdilo. Drugo, kar se je bilo prodajalo, se je prodajalo leta v vicah. Vemo, da človek po smrti ne gre takoj na levo ali pa na desno, ampak gre v čakalnico. Čakalne dobe na on stran so še daljše kot na tej strani. To naj vam bo v tolažbo. Možno je, da duša v vicah preživi 5000 let, 10 000 let, tako da če morate na doktorja čakati pol leta, to ni tako hudo.
Malo se hecam, šalo na stran. Dalo se je ta leta kupiti. Kupil si 5000 let. To pomeni, da si toliko časa manj čakal v vicah in tako prej prišel do zasluženih nebes. In to je vse stalo. Dalo se je kupovati celo odpustke za grehe, še za nerojenega otroka. Dalo se je skrajšati čakalno vrsto v vicah že za zdavnaj pokojne, pa tudi za vaše še nerojene pravnuke. Zanimivo, ne? Sistem je bil dodelan. Poznamo ga nekako, torej, ni bil nov v tem času, generalno gledano od začetka 14. stoletja ta sistem teče. To je bil sistem, proti kateremu pravzaprav samo sem in tja kdo morda izreče besedo. Luther dejansko začne opozarjati prav na to. Preveč denarja gre v Rim. Rimska cerkev je postala posvetna. Rimski papež je bolj bankir kot duhovni pastir evropske črede. In zoper temu se je želel zoperstaviti svojo neko novo idejo, recimo. Po dveh kanalih teče njegova misel. Na eni strani skozi to, povsem politično, finančno, proti papeževemu delovanju in tako dalje, na drugi strani skozi teološko notranje procese, notranje boje, ki jih je imel Luther sam v sebi zelo veliko. Poznaje nekaj več o njegovem delu in življenju. Tule jih imamo soočene, oba. Na vrhu je bil Karl V, no, prej še Maksimilijan I. In ko je prišlo na dan, da se pripravlja v Nemčiji nekaj več, kot rečeno, ko ta novica o 95 tezah pride na dan, se papež ni pretirano vznemirjal. Pravimo, da je Martin Luther 31. oktobra leta 1517 na vrata Wittenberške grajske kapele oziroma cerkve nabil slovitih 95 tez. Spodaj levo ena slika iz 19. stoletja, ki kaže ta prizor, ki pa se v resnici ni zgodil. Luther ni pribijal tez na vrata. Jih je objavil, seveda. To je zgodba, ki jo je šele čez več let začel širiti eden od njegovih pomembnih naslednikov in sodelavcev, teolog Philip Melanchthon. In to je želel s tem poudariti, češ nabil jih je na cerkvena vrata, kot da bi rekli po domače, dal jih je na oglasno desko, da so jih vsi videli. Dejansko je pa Martin Luther teze objavil v latinščini, res da konec oktobra leta 1517, in trajalo je približno pol leta, da so bile teze prevedene v nemščino. Ampak kaj je bilo ključno pri Lutherovi razglasitvi teh 95 tez, v katerih, bomo pošteni, ne opozarja samo na napake rimske cerkve, pač pa govori tudi o osebnem odnosu med posameznikom in Bogom. To je tisto, kar pozneje postane temelj protestantske teologije ali pa Lutherove teologije. Bistveno pri tem je bilo, da ga je podprl tedaj nov izum. Nov, ne povsem nov, pa vendarle tisk. In to ne katerikoli, pač pa tisk s premičnimi črkami. Gutenbergov izum iz 1450. leta je dejansko postal na pragu 16. stoletja že precej razširjen tehnični doprinos, ki pomaga širiti posamezno idejo. Kaj to pomeni? Če je bilo nekaj izrečeno, je bilo istočasno zapisano in še tisto noč stavljeno, natisnjeno, naslednji dan posušeno, čez 2 dni pa že raznešeno na 10 koncev cesarstva. Informacija se je širila hitro. Eden od ključnih elementov prevlade protestantizma na severu je verjetno prav tehnika, tehnični izum, tisk s premičnimi črkami. To je podpiralo v tehničnem, tehnološkem smislu razvoj in širjenje reformacije skozi hitro širjenje informacij. Kot rečeno,
4, 5, mogoče 6 mesecev je trajalo, v zgodnji pomladi, pred 500 leti, so Lutrove teze bile prevedene že v nemščino, pa še v druge jezike. Ko je en izvod, dam tak hipotetični, teoretični primer, prišel v neko mesto, so tega takoj odnesli k tiskarju, stavec je tam stavil črke, še isto noč so tam naredili 100 ali pa 200 novih kopij, ki so jih že naslednji dan razširili okrog v podeželje, v zaledje tega mesta. In že čez 2-3 dni so te tekste brali vse povsod. 100 ljudi, 200 ljudi. To pomeni širjenje informacije. In to je bil eden od ključnih razlogov za uspeh Lutrove ideje. Torej, bila je podprta s tehničnimi sredstvi. To je današnji Wittenberg. Tule na desni strani vidimo vhod v to grajsko cerkev. To so zdaj vse prenovili, seveda v svrho 500. obletnice reformacije, ki so se jo v Nemčiji, pa tudi drugod po celem svetu spominjali lani in so obnovili celo mesto. Zgoraj na levi strani vidite eno od zadnjih fotografij, ko sem bil predlani gor. Prej je Wittenberg bilo tako razmeroma vzhodno nemško mesto, zdaj je pa povsem spremenilo svoj značaj. Če gremo naprej, dejansko se je državna politika z Martinom Lutrom srečala na državnem zboru. Mi vemo, kaj je to državni zbor, inštitucija. Poslance volimo, imajo plačo, seveda in tako dalje. Vsake 4 leta se menja. Državni zbor v času cesarstva pa ni bila stalna inštitucija, pač pa so ga sklicevali priložnostno. Ponavadi tedaj, ko je bilo treba rešiti kakšne velike probleme. In običajno ga skličejo v katerem od cesarskih glavnih mest. V času Martina Lutra, Primoža Trubarja, Karla V. in tako dalje, cesarstvo ni imelo enega samega glavnega mesta. Pač pa je to vlogo lahko sprejelo katero od že znanih glavnih mest, ker se sklicuje državne zbore. Maksimilijan, tik pred svojo smrtjo skliče še zadnji državni zbor v Augsburgu, ki je bilo eno od 2 cesarskih glavnih mest na jugu Nemčije. Drugo je bilo Nürnberg. 2 izjemno pomembni mesti sta to bili. Danes še vedno kažeta nekoč ta nekdanji značaj, ki je nekoč bil del urbane podobe enega in drugega mesta, čeprav sta obe mesti bili precej poškodovani, praktično porušeni ob koncu druge vojne, so jima nekako vdihnili nekdanje elemente, nekdanje še srednjeveške duše. V Augsburgu je bil državni zbor sklican verjetno povsem z jasnim namenom. Tam je namreč bila doma tudi družina Fuggerjev. Jakoba Fuggerja vidimo na enem od portretov Albrehta Dürerja zgoraj desno. Tedaj gotovo najmogočnejšega predstavnika kapitala severno od Alp. Rekli bi, da tisto, kar so bili Medičejci v Italiji, to so bili Fuggerji v tem delu Nemčije. Jakob Fugger je tukaj nastopil kot neke vrste vezni člen, kot znova lahko uporabim ta izraz, stric iz ozadja, ki je želel, da bi ena in druga stran nekako, da bi prišlo do pomiritve. Kaj se je bilo zgodilo? Leon X. je v enem momentu vendarle izgubil svoje živce in to pri njemu menda ni bilo tako težko, je bil tak Italijan, zelo živahen po temperamentu. In ko je bil sklican državni zbor v Augsburgu, se je bil odločil, da bo v Augsburg poslal svojega odposlanca. Želel pa je, da v Augsburg pride tudi Martin Luther sam, da ta nemški menih pove, ne da pove, kaj si misli, pač pa da se pokesa svoje stran poti. V čem je bil problem? Martin Luther je vedno bolj na glas, vedno bolj intenzivno udrihal po papeževi oblasti. Še več, po papeževi osebi. Ne samo, da je aktualni papež bolj bankir kot pastir, pač pa, in to je enkrat rekel in to je bilo
čez vse narobe, da na prestolu svetega Petra sedi sam hudič, ne pa papež. To je bilo pa bogokletje čez vse, seveda. Ne samo v formalno-državnem, pač pa tudi čisto v teološkem smislu. V Augsburg tako pride Martin Luther, iz Wittenberga dol potuje nekaj tednov, pripravil se je na to srečanje, imel s seboj zapiske, svetopismo, seveda, in je pričakoval večdnevno debato, diskusijo. Luther v tem času, to je treba podčrtati, ni imel v mislih razkola znotraj cerkve. Ne, imel je v mislih njeno prenovo. Res, da je kritiziral papeževo delo, a je želel s tem opozarjanjem pravzaprav ozavestiti vse tisto, kar se dogaja znotraj cerkvenih struktur in to popraviti. Želel je sprožiti ta proces. To je bil še tisti prvi Luther, če rečemo tako. Pride v Augsburg in tule sta se oktobra leta 1518, približno leto dni po objavi 95 tez, ki so jih zdaj poznali že praktično po celi Evropi, še posebej pa po severnem nemškem delu, sta se tedaj srečala Kajetan, to je bil kardinal Kajetan, odposlanec papeža Leona X. in Martin Luther. Ta oseba v sredini je pač notar, zapisnikar. To je slika, ki je nastala sicer v 19. stoletju in kaže ognjevitost Martina Luthera. Zanikam, da sem krivoverec. Sem kristjan, verujem v Kristusa. Če me imate karkoli učitati na podlagi evangelija, sem kritiko pripravljen sprejeti. Sicer pa ne. Rad bi vam povedal, v čem je moje videnje. Ne, je rekel Kajetan. Vaša naloga, brat Martin Luther, je, da pokleknete in da se pokesate. Po domače, Kajetan ni imel namena izgubljati preveč časa. Želel je opraviti zaupano mu nalogo, poslati pošto dol v Rim, Luther se je pokasal, vse je urejeno in odpotovati domov. Ampak ni bilo tako. 3 dni so trajali poskusi, da bi Kajetan upognil voljo Luthera, a ni šlo. Razjezil se je, Lutheru je celo grozilo, da ga morda lahko celo aretirajo. Zato je pobegnil iz Augsburga. Torej, sestanek med enim in drugim, ali pa že lahko rečemo kar med eno in drugo stranjo, ni prinesel nobenega rezultata. Status quo, še več. Očitno je, da se sedaj začne razkol. In to je bil čas menjave oblasti na vrhu. Maksimilijan se bo počasi poslovil in na njegovo mesto bo stopil mladi cesar Karl V. Ta je seveda spremljal, kolikor pač lahko, dogajanje v Nemčiji, ki je vse nekoliko presenetilo. Treba je bilo namreč stališča Habsburžanov, stališča Karla V. Nekako zagotoviti kontinuiteto oblasti. Prenos cesarske krone z očeta na sina oziroma na vnuka v tem primeru še ni bil povsem samoumeven. Kot rečeno, pri tem so pomagala denarna sredstva in tako dalje. Ko pa se je to vendarle zgodilo, se je Karl V. moral začeti ukvarjati z vedno bolj perečim cerkveno-političnim vprašanjem v Evropi. Pa to ni bila edina stvar, s katero se je moral ukvarjati. Karl V. je bil porinjen v sam center najbolj burnih dogodkov 16. stoletja. Martin Luther, prvi dogodek. Turki, drugi dogodek, ki jih dobro poznajo naši kraji že v tem času. Sem gor poznamo, ali pa bolje rečeno, Turki upadajo na območje slovenskega ozemlja že od začetka 15. stoletja dalje. Turki so v času nastopa vladavine Karla V. vsakdanjost, so stvarnost, so bič božji. So vedno bolj jasna grožnja centralni Evropi. In čez nekaj časa bo malo manjkalo, da bi Dunaj padel v turške roke. In še tretji zelo pomemben dogodek ali pa serija dogodkov v tem času je bila vezana na odkrivanje novih svetov na oni strani Atlantika. Ko je
Krištof Kolumb ležal na smrtni postelji, ni prav verjel, da je odkril novo celino. Bil je prepričan, da je to samo nova pot v Azijo. No, čeprav so o tem tedaj že govorili, da to ni res, da je to nova celina, pa je dejansko do prvih pravih odkritij prihajalo ravno v tem času. Od 20 let 16. stoletja dalje. Evropska kultura se sreča z Azteki, Maji, pozneje z Inki. Karl V. ni bil samo naslednik španskega kraljestva, pač pa tudi cesarske krone. Kaj to pomeni? Njegova posestva so bila izjemna. Cela Španija, cela centralna Evropa. Vmes pa Francija, ki se je bala habsburške moči. In Francozi so bili tisti, ki so še najbolj izpodbijali izvolitev Karla V. Seveda, imeli so neposredni interes za to. Poleg tega pa so cesarjevi ali pa podložniki Karla V. na splošno, pa ne bo to cesarstvo ali pa v Španiji, zlasti tisti v Španiji, imeli še prekomorske posesti. Nastajajoč španski imperij je bil to, ki je bil pod eno samo krono, eno samo glavo, združen s Svetim rimskim cesarstvom nemške narodnosti. Izjemen monopol se je zgodil. V rokah enega samega človeka je v simbolnem smislu bila zbrana vsa moč tedanjega sveta. Težko si predstavljamo, kaj to pomeni, in ne vem, če si je Karl V. to predstavljal, vsaj na začetku, verjetno ne. Lutrovo delovanje gre seveda naprej. Papež je bil v ognju in je takoj po tem neuspelem sestanku med Kajetanom in Lutrom v Augsburgu poslal posebno poslanico v smislu grožnje, da če se Luter ne bo odpovedal svojim krivoverskim naukom, zlasti tistim, ki izpodbijajo papeževo avtoriteto na polju prodaje odpustkov, ga lahko čaka izobčenje. Luter na to ni odgovoril. Še več, nazaj je poslal podobno ostro pismo in še enkrat ponovil, kaj si misli vsem skupaj. Pa je potem leta 1520 papež odgovoril z bulo, s katero je ekskomuniciral, izobčil Martina Lutra. Če bi se to zgodilo 200 let prej, bi Luter bil verjetno pokopan, ga ne bi bilo več, izginil bi. Ampak smo v 16. stoletju, časi so se spremenili. Za Nemčijo je Rim bil vendarle razmeroma daleč, mesta v Nemčiji pa živijo samostojno življenje v ekonomskem, socialnem, političnem, kulturnem smislu. Seveda znotraj krščanskega duha, a ne pod neposredno papežovo oblastjo. Papežova oblast na nek način je bila onkraj Alp, daleč dol na jugu. V tem smislu sta se sever in jug že dolgo časa oddaljevala. Zato ni presenetljivo, da je Martin Luther, kljub temu, da je bil ognjevitega, koleričnega značaja, pred mestnim obzidjem Wittenberga papeško bulo kratko in malo strgal in zažgal. Zanj to ni bilo izobčenje. Zanj to ni predstavljalo nobenega problema. Formalno je bil izobčen, imel pa je vedno več sledilcev. Vsaka pridiga, znan je bil kot dober govornik, kot dober pridigar, je bila zapisana, natisnjena, razmnožena, razposlana. Vsak teden nov požar, če rečemo tako. Stvari so začele uhajati iz rok in kljub Turkom na eni strani in kljub novim odkritjem na ameriških celinah, onkraj Atlantika na drugi strani, se je mladi Karl V. moral začeti ukvarjati tudi s problemom Martina Lutra, kot to vidimo na tele sliki iz 19. stoletja. Gre za tak zgodovinski prizor, se tudi tako ustrezno naslikan, tako, da malo, bom rekel, kar povzdiguje Lutra, tukaj je sam, stoji in razlaga, ognjevit, kot je bil. Gre za prizor iz državnega zbora v Wormsu. Tudi Worms, to je mesto na reki Ren, srednje Porenje je to, je bilo eno od cesarskih glavnih mest. In na tem državnem zboru je bilo treba rešiti, to je ena od glavnih tem, je bilo treba rešiti ravno
vprašanje Martina Lutra in grozečega razkola znotraj cerkve in s tem tudi znotraj države. Karl V. se boji predvsem tega. En razkol lahko vodi v drugega, en razkol vodi lahko v nepokorščino, v vojno in tako dalje. Tukaj se ponovi zanimiva zgodba, kot jo poznamo iz nekoliko bolj oddaljenih časov. Če se spomnite, Jan Hus na Češkem, reformator recimo zgodnega 15. stoletja, je bil povabljen na koncil v Konstanci. Konstanci je mesto na Bodenskem jezeru, 1415. se pravi več kot 100 let pred tem državnim zborom se je tisti koncil tam odvijal in tedanji cesar Sigismund, ki je bil poročen z našo Barbaro Celjsko, mu je bil obljubil varnost. Jan Hus, ti boš prišel sem, boš povedal, se bomo vse zmenili, pa bo šel potem lahko kot svoboden mož domov. Pa se to ni zgodilo. Ujeli so ga, na hitro obsodili kot krivoverca in se žgali. Zunaj mesta Konstanc. Nekaj podobnega se je bilo dogajalo sedaj v tem času. Nov reformator, nov konflikt in prvič sta si zrla iz oči v oči Martin Luther in Karl V. Med njima je bilo 17 let razlike. Luther je letnik 1483, Karl V. 1500. Mlad je še bil, razmeroma neizkušen še v svetovni politiki, imel je 21 let, ne? Pa je bil na tedaj za Evropo najpomembnejšem sestanku, kjer so vse sile gledale tja not, kako se bo ta spor razvijal naprej. Kaj je bil Luther? Luther je bil, kot vidimo, oblečen v meniška oblačila. Luther je bil menih, avguštinski brat. Zgodba pravi, ko se je enkrat vračal domov proti Eislebnu iz Mansfelda, se je vračal domov in ga je ujela ena poletna nevihta. Julija meseca je to bilo. Strela je udarila tik poleg njega. In potem se je obrnil kot mlad fant, študent pravzaprav, študent prava, najprej je študiral pravo, se je obrnil k sveti Ani, ki je bila zavetnica rodarjev, njegov oče pa je bil zakupnik enega železnega rudnika tam v okolici, naj ga reši in da če ga bo rešila, če bo preživel tole nevihto, bo postal menih. Preživel je, odložil vse, kar je bilo zemeljskega in vstopil v avguštinski samostan. Tam pa se je začela Lutherova notranja preobrazba. Potem študij prava zamenja za študij teologije, v Erfurtu študira in je bil potem iz Erfurta premeščen v Wittenberg, ki je bilo njegovo najpomembnejše mesto, bom rekel, v življenju. In v Wittenbergu znotraj avguštinskega samostana začenja razmišljati o odnosu na eni strani med posameznikom in Bogom in na drugi strani med papežem in njegovo čredo. Vemo, kakšno mnenje je bilo o papežu. Poglejmo nekoliko bolj podrobno še, kaj v teološkem smislu Luther razmišlja o odnosu med posameznikom in Bogom. Posameznik, pravi Luther, je nepopolno bitje, je ustvarjeno strani Boga, Boga ljubi, ga sprejema takšnega, kot je, a je nepopolno. Torej, če posameznik kar naprej živi, dela, tudi greši, seveda. Zato, da se očisti svojih grehov, obstaja sakrament svete spovedi. Pravi pa potem v nadaljevanju Martin Luther, da, ker je posameznik nepopoln, se nikoli ne more povsem spomniti vseh grehov, ki jih je naredil. Torej se ne more nikoli popolnoma spovedati. In na koncu pravi Luther, to je bilo eno od njegovih pomembnih razmišljanj, da gospod Bog verjetno ni bil tako, rekel po domače, oprostite, žleht, da bi človeku nastavil takšno past. Sakrament svete spovedi, ki ga pravzaprav posameznik sploh ne more izpolniti, ker nikakor ne more izpovedati vseh grehov, saj je nepopoln in se vsega ne spomne, oziroma, bi rekli bolje, ne zaveda. In tukaj se potem začenja razvijati Lutherova teologija v smeri, da se je treba od cerkvenih doktrin obrniti k čistemu izviru. Še enkrat prebrati evangelij.
Zato začne izpodbijati papeževo avtoriteto, saj je papež tisti, ki doktrine spreminja v dogme, v večne resnice. Od tod do tega, da izpodbija papeževo avtoriteto tudi na finančnem, ekonomskem polju, je bil tako samo še korak. Skozi ta vrata je Luther vstopil v spor s papežem, ne obratno. Torej, vstopa skozi teološka vrata in želi notranjo prenovo. To je bila njegova glavna ideja. Predstojnik tedaj, aktualen predstojnik avguštinskega samostana, Johann von Staupitz, je bil njegov spovednik. Ta ga je večkrat, Lutra namreč, zalotil, kako sredi noči kriči in v svoji celici razgraja, odganja hudiča, ki se mu je bil prikazoval. In ga je miril: Martin, pomiri se boš še znorel. Če pa me skuša hudič, spovejte me, oče, pomagajte mi. Skratka, zdi se, da se bo znašel zdaj v slepi ulici. Ker pa začne brati evangelij na novo in se odreče doktrinalnim papeževim zapovedim, začne iskati neko drugo pot. Tu je bil Lutrov izhod. Bi rekli, izhod v sili. Ostane menih, predava na teološki fakulteti, ker je bil dober predavatelj, je imel vedno več poslušalcev in vedno bolj jasno izraža svoje ideje. To je bilo seveda takoj po diplomi, v drugem desetletju, recimo 16. stoletja. In vse skupaj se potem pripelje do tistih njegovih 95 tez. Sestanek v Wormsu je bil prelomen v večjih smislih besede. Prvič, ali pa predvsem zato, ker je tu svojo najpomembnejše, ali pa svoj začetek zunanje politične poti začel Karl V., ki posluša Martina Lutra. Tule je upodobljen ravno v trenutku, ko je Luther izpovedal svojo vero v Kristusa in v to, da naj posameznik Kristusove besede spoznava neposredno, brez posrednikov. Torej, ne preko škofov, ne preko papeža, ne preko svetnikov, pač pa neposredno. To je tudi ena od glavnih Lutrovih tez. Tukaj stojim in drugače ne morem, je bil rekel v tem trenutku. In s tem jasno dal vedeti, da se ne bo uklonil in da nikakor ni mnenja, da je njegova misel krivoverska. V tem trenutku je bilo seveda nujno, da je Karl V. naredil tisto, kar je pač naredil. Karl V. je bil dedič svojih prednikov, bil je cesar, bil je na najpomembnejši funkciji in če tudi so mu morda Lutrove besede bile všeč, ga je moral izobčiti. Luther, spomnimo, je že bil izobčen. V začetku tega leta ga je Leon X. izobčil iz cerkve. Zdaj je bil v Wormsu na državnem zboru izobčen še z države, še z cesarstva. In takole je Karl V. razglasil državno izobčenje 25. aprila leta 21. Izviram iz dolgega niza krščanskih kraljev, plemenitega nemškega naroda in španskih katoliških kraljev, ki so bili do smrti vsi zvesti sinovi Svete cerkve. Branili so vero zaradi Božje slave in zaradi rešitve duš. Sklenil sem potrditi vero, ki so se je držali moji predniki. En sam menih, ki se postavi proti tisočletnemu krščanstvu, se mora motiti. Odločen sem zato zastaviti svoje dežele, svoje prijatelje, svojo kri, svoje življenje in celo svojo dušo. Pom! Pečat je udaril. Luther je lahko šel. Zagotovili so mu varnost, ampak Luther ni bil naiven, njegovi prijatelji tudi ne. Pridi, so rekli, pridi skozi stranska vrata, zdaj je nevarno, zdaj si izobčen, zdaj si nič. Kaj to pomeni, če si izobčen iz cerkve in države? To, da te lahko vsak razbojnik ubije, ne da bi bil kaznovan. Nič. Si nič. In so šli. So bežali. A se je ugrabitev vseeno zgodila. Pa to niso bili
cesarjevi ali pa papeževi vojaki. Pač pa nekdo, ki je budno pazil na vsako potezo Martina Lutra v ozadju in ki mu je Martin Luther bil jako všeč. To je bil pa tale gospod, Friderik Modri, šef ene od pomembnejših nemških držav, države Saške. Dresden, Meißen, Leipzig, vsa ta mesta, Wittenberg, Wartburg, Eisleben, Erfurt, mesta z bogato trgovsko in univerzitetno intelektualno tradicijo. To je bila včasih Saška, danes je Saška razdeljena med Saško, Spodnjo Saško, Turingijo, recimo, to je ta del. Friderik III. Modri je spremljal Lutrovo delovanje in je bil zelo zanimiv možak. Dobro, bil je politično zelo vpliven, bil je volilni knez, bogat je bil dovolj, Erzgebirge oziroma Češko Rudohorje, ki je danes nekako na mejnem območju med Nemčijo in Češko, med Saško in Češko, je bilo tedaj zelo bogato s srebrom. Friderik je imel doma bankomat in če je rabu, je izkopal. To je dobra baza. In Friderik je uprizoril navidezno ugrabitev Martina Lutra in ga odpeljal domov na Saško. Kaj je formalno Friderik naredil? Cesar mu je moral zagotoviti, da lahko Friderik Saški vsakega prestopnika, od ta malega kriminalca do ta velikega državnega odpadnika, sodi doma. To pomeni, cesar mu to potrdi. Tukaj se vidi, kaj je bila moč cesarja Karla V. v primerjavi z močjo Friderika Modrega, ne, ker je bil moder v zunanji politiki, so mu dali ta naziv. Vidimo, da je saški vladar dejansko določal politiko doma. Ko mu cesar to zagotovi, je lahko Friderik izpeljal svoj načrt, navidezno ugrabil Martina Lutra, tedaj niso vedeli točno, kaj je v ozadju. Mislili so, da bo verjetno, da ga bodo potem obtožili krivoverstva, ubili in tako dalje. Ne, v ozadju je bil saški vladar in ga je odpeljal na svoje ozemlje. Tam pa ga je nastanil na gradu Wartburg. Zdaj je bil na ozemlju Friderika Saškega. In kakorkoli že se je cesar strinjal ali pa ne s to njegovo potezo, obljuba, dokument je bila dana, dokument je bil podpisan. Friderik bo sodil Lutru doma, če mu bo sodil. Pa mu ni, ker mu je bil všeč. Je rekel, ti dobro govoriš, pa tak si, zanimiv možak, daj mi še kaj povej o evangeliju. Jaz imam rad knjige, mu je rekel Friderik. In mu je dal na voljo, kar je hotel. Luther je v 2 mesecih, pravijo v 10 tednih, kar je ekspresno hitro, prevedel novo zavezo iz grščine v nemščino. To je bil prvi korak. Potem pa nadaljuje še staro zavezo. To, kar je Martin Luther naredil za nemščino, pravimo pogosto, je naredil Primož Trubar za slovenščino. Čeprav se je nemščina seveda v tem času precej bolj pogosto tiskala, zapisovala in tako dalje. A vendarle, tako kot vsi evropski jeziki, jasno ima tudi nemščina številna med seboj jako različna narečja in Luther je imel pri tem zelo pomembno vlogo in nalogo, da je jezik čim bolj poenotil, da bi njegov prevod Svetega pisma v nemščino bil razumljiv. Torej, če pravimo, da je bil Primož Trubar pri nas pionir prevajanja v slovenščino in tiskanja knjig, pa Luther ni bil prvi, ki je prevedel svetopismo v nemščino. Ne, je bilo že, mislim, da okoli 70 različnih prevodov do tedaj, od srednjega veka. Je pa prvi, ki je držal linijo čim bolj enotnega nemškega jezika, da bi ta prevod bil razumljiv čim širšemu krogu in čim večjim deželam in kneževinam po Nemčiji. Tja gor se je bil umaknil Luther, nekako za 2 leti je izginil, je bil v tistem delu, potem pa se vrnil v Wittenberg. In leta 1525
se zgodi v Lutrovem življenju še nekaj zelo pomembnega. Poročil se je z bivšo nuno, Katarino von Boha, ki je bila prej nuna v enem samostanu Cistercijank, vzhodno od Leipziga, in ko jo so vojaki napadali ta samostan, so te nune pobegnile ven iz samostana, v sodih so 9 nun prešvercali ven, potem so se spoznali in tako dalje. Taka zanimiva zgodba, ki je vezana na to, tudi zelo pomembno poglavje Martina Lutra. Še eno skica tukaj, recimo to je Bavarska, Baden-Württemberg, Saška, spodnja Saška, Turingija. Eisleben je njegovo rojstno mesto, tu je potem tudi umrl, star 62 let, tole je Erfurt, kjer je študiral, Wittenberg, kjer je predaval, Wartburg, kjer je prevajal, in Worms, kjer je bil tisti sloviti državni zbor, zanj tako pomemben državni zbor. Ni bil samo izobčen, bil je tudi rešen. S tem je bil umaknen z cesarjeve oblasti. Habsburžan, Karl V., ki je odraščal malo na Nizozemskem, malo v Španiji, ni imel več nobene moči nad Martinom Lutrom in njegovim delom. Sedaj šele, ko je Luther prevedel svetopismo v nemščino, se začenja pa druga, precej bolj ognjevita faza reformacije. Tisto, kar je bilo še posebej tragično v tej ognjeviti fazi, se dogaja ravno v tem obdobju, ko se Luther poroči, v času 1525-26. Široke nemške množice poslušajo Lutrove pridige, njegov nauk, in pričakujejo, da bo Martin Luther naredil ne le verske revolucije, pač pa tudi socialno, ekonomsko, politično revolucijo. To so od njega pričakovala tudi nemška mesta, bogata, trgovska, produkcijska središča, ki so z nejevoljo plačevala davek cerkvi in s tem Rimu, seveda. Ni nenavadno, da se reformacija v smislu odcepitve od rimske cerkve še posebej uspešno in intenzivno širi po mestih. Že v 20., torej točno sredi 20. let 16. stoletja, začnejo nemške mesta menjati strani, predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Enostavno, nehali so plačevati davek, denar je ostajal doma. To je bila tista, kako bi se reklo temu lahko, zmaga želje po avtonomiji nemških mest, ki so bila skoraj kot ene državice, nekatera tudi dejansko samostojna in formalno odgovorna samo cesarju, nobenemu drugemu. Imeli so svoj mestni svet in to je bilo to, država znotraj države. Nürnberg je eno tako, recimo, mesto. In leta 1525 se po Nemčiji zgodi velik požar. Tudi Karl V. si je delno še belil glavo s tem, čeprav ni imel časa. Karl V. se je tedaj ukvarjal z vedno bolj realno turško grožnjo. Ni bil v zavidljivem položaju. Danes gledamo to tako z distance 500 let kot na eno zgodbo. Ampak tedaj je bil 25 let star človek v velikih precepih. Španija postaja velesila s tem, ko se začenjajo odkrivati nova ozemlja onkraj Atlantika. Po drugi strani je turška nevarnost vedno bolj intenzivna. Leta 1525 se namreč zgodi zelo pomembna bitka pri Mohaču, tamle na meji med Madžarsko in Srbijo. To je bila bitka, v kateri Turki zmagajo in v naslednjem letu in pozneje uspešno začnejo prodirati proti severu. Ogrske ni bilo več. Nekdanje močno kraljestvo je bilo razbito v 3 dele. Centralni del Ogrske, cela Panonska nižina, od Beograda gor, če tako gledamo, je bila turška. Skrajni vzhodni del, Transilvanija, današnji severni del Romunije, je bil v posesti nekaterih ogrskih grofov, recimo Jan Hunjadi in tako dalje. Pač iz tega pokolenja so išli. Zahodni del
s centrom v Bratislavi, je bil vedno bližje Habsburžanom. Pri njih na Dunaju, pri cesarjevem bratu Ferdinandu, so iskali vojaško in politično varnost in zavetje. Bitka pri Mohaču je predstavljala prvo stopnjo do možnega padca Dunaja. Tega so se bali vsi. Tudi mladi Primož Trubar v tem času. Primož Trubar je bil v tem času v Salzburgu, oziroma ravno v teh letih je šel iz Salzburga že v Trst, k tržaškemu škofu Petru Bonomu. Nekaj let pozneje, 1528. se je Primož Trubar odločil, da je skozi blagoslov svojega šefa, torej Petra Bonoma, tržaškega škofa, odpotoval na Dunaj, kjer bi naj študiral teologijo. Pa se je zgodilo turško obleganje Dunaja in je z Dunaja Trubar pobegnil. Tedaj je še zadnjič obiskal svojo domačino na Rašci in potem nadaljeval pot nazaj v Trst. Študija teologije ni nikoli dokončal. Turška nevarnost je bila najbolj realna zunanja politična grožnja za Karla V. Odpotoval je skozi Sredozemlje dol do Tunisa, neuspešen, nekaj bitk je sicer bilo, a pravzaprav ni bil nikjer zmagovalec. Pri tem mu je znatno pomagal tudi genovski dož Andreja Dorija, eden od najpomembnejših admiralov tega obdobja 16. stoletja. Skratka, to je bila glavna zunanja politična tema za Karla V. V Nemčiji pa se je začel odvijati najhujši kmečki bunt v zgodovini. To so bile nemške kmečke vojne. Vse je gorelo, samostani, cerkve, slike, kipi, monštrance, relikvije, vse ven iz cerkva, vse na trge, na grmade, papežniki ne boste nas več udirali in tako dalje. Mislili so preprosto ljudstvo, po dobršnem delu zlasti Južne Nemčije, da bo Luther stopil na čelo tega dogajanja, dvignil zastavo in naredil še eno revolucijo, ne samo tiste teološke. A Luther je ta kmečki bunt obsodil. Navadna drhal ste. Bili so razočarani. Luther, naš vodja. Niso razumeli. Luther dejansko ni imel v mislih tega, da si je prišlo do razkola z rimsko cerkvijo. Socialne revolucije, kot bi rekli mi, ni imel v mislih. Potem, čez nekaj časa, se zgodi še en zelo pomemben sestanek, še en državni zbor v Špajerju, v bližini Wormsa leži to mesto, 1529. leta. Lutra ni bilo, je pa še vedno mlad Karl V. Z tole verižico z redom zlatega runa okrog vratu. Lutra ni, ker je izobčen, ni smel na državni zbor. In tukaj so predstavniki nemških mest ostro reagirali, ko so predstavniki cerkve in cesarstva s Karlom V. na čelu dejali, da Luther ostaja izobčen in da bo izobčenje doletelo vse njegove somišljenike. In kaj so naredili predstavniki nemških mest? Vložili so protestacijo, vložili so dokument, ki je govoril proti volji cesarja in odšli z državnega zbora. Državni zbor ni bil več zbor vseh nemških mest, pač pa očitno cesarska ustanova. Mesta želijo živeti samostojno. Ker so odšli in ker so vložili protestno noto, od tod ali pa od tega dogodka izvira ta izraz protestantizem. Od tedaj naprej se uporablja. Torej še ena zelo pomembna faza in še ena boleča izkušnja za Karla V. Karl V. se je moral potem v naslednjih letih srečati še z nečim. Po tem državnem zboru v leta 1529 je bila ustanovljena neka posebna zveza nemških mest in državic, ki se je bila ustanovila v tirinškem mestecu Šmalkalden. Šmalkaldenska zveza je to bila. Zveza proti cesarjevi avtoriteti.
To je bila čisto resna vojaška zveza. Hesenski knez Filip Hesenski je bil na čelu te zveze, ki se je na bojnem polju večkrat spoprijela s cesarskimi četami. Karl V. je imel dela čez glavo. Še nekaj se je bilo zgodilo. Predno pridemo do tele slike. Ravno v tistih letih, sredina 20 let, je bilo zelo naporno obdobje. Tudi zato, ker sta se cesar in francoski kralj na italijanskih tleh bojevala za prevlado ene ali druge države v območju severne Italije. Cela zmeda. Severna italijanska mesta, od Padove preko Bolonje do Milana, seveda, so želela biti samostojna in so v Francozih čutila svojega zaveznika, da bi jih ubranil cesarjevega oblastnega primeža. Že iz zgodnega srednjega veka je namreč veljalo, da severna Italija spada, tako kot je to bilo v časih Karla Velikega daleč nazaj, pod dominion cesarstva. V praktičnem smislu noben cesar si ne bi želel odreči bogatim davkom severnoitalijanskih mest. Obe vele sili se tu spopadata, Francozi so imeli še dodatni interes, da bi zmanjšali moč Habsburžanov. Trpeli so pa ljudje na območju severne Italije. Ko motiva za vojno več ni bilo, namreč Karl V. je ujel francoskega kralja, ga zaprl v ječo, potem so ga spustili in tako dalje, pa denar, pa levo desno, so ti vojaki ostali brez dela v območju severne Italije. Noben jih ni poklical domov. A veste, kaj je to? Tudi 10,000 vojaki so bili in so rekli, ja, kaj bomo pa zdaj? In kaj dela vojska, če se razpusti? Težave. In so rekli, gremo dol, gremo v Rim. Tam je gadja zalega zapravljivih papežnikov. In so šli cesarjevi. Bili so nemške in španske narodnosti, seveda. Med sabo se niso poznali, pogovarjali se tudi niso kaj preveč, se ni bilo treba. Vsi so imeli en cilj. Gremo v Rim. In so prišli dol in so ga požigali, morili, ropali, posiljevali, rušili 3 mesece, vsak dan, 24 ur na dan. Katastrofa. Rima ni bilo več. Il sacco di Roma, oplenitev Rima. Ravno v tem času se odvija. Ko se Luther na severu poroči, ko je Primož Trubar iz Salzburga šel v Trst, ko so Turki začeli prodirati v Panonsko nižino. Karl V. spusti svoje čete in kljub temu, da je bil formalno papežev zaveznik, teda je bil papež Klemen VII, tudi iz hiše Medičejcev, mu ni kaj preveč pomagal oziroma ni ostro obsodil soldateske, ki je plenila in požigala po Rimu. Pravimo, da je šlo za tako katastrofalen dogodek, ki je zaključil obdobje renesanse v Rimu. Visoka renesansa se je zaključila. Po tej dobi dalje govorimo o manierizmu, čas Michelangela, v umetnosti. Tako pomemben dogodek je to bil. No in pozneje se Karlu V. zgodi še Šmalkaldenska zveza v Nemčiji. Ja, se ni mogel po domače folgati. Svoje čete pošlje gor in dejansko na Saškem, to je nad Leipzigom, pri Milbergu premaga Šmalkaldence, tudi Filipa Hesenskega, in s tem zvezo razbije. Karl V. je zmagal, ampak to je bilo že leta 1547 vprašanje, a je bilo sploh še možno rešiti karkoli? Nikakor ne. Reformacija in protestantizem sta se že povsem zlila z domačini vse povsod severno od Alp ali pa na območju severne Nemčije. Tule je dvorni slikar beneškega rodu, Ticijan, eden od najpomembnejših mojstrov beneške renesanse, upodobil Karla V. kot zmagujočega po tej bitki pri Milbergu iz leta 1548 je ta slika. Je zmagujoči, ampak je sam. Njegov izraz na obrazu pa rahlo trpek. Grenka je ta zmaga. Kaj se je bilo zgodilo po tem letu? Nekaj zelo pomembnega.
Razdelitev na protestantski sever in katoliški jug počasi postane dejstvo. Mimo tega se ni več dalo. Ena in druga stran se umirita in sklenejo nek, bi rekli po domače, pakt o nenapadanju, nek interim, kot so rekli temu. V smislu, da nobena stran ne sme preveč izzivati, da ne bo še ene vojne. To je bila ideja. In ravno v tem času deluje tudi Primož Trubar. Tule je zelo nakratko samo nekaj glavnih etap v njegovem življenju. In v tem času, leta 47 in 48, mora Trubar prvič zapustiti Kranjsko, saj je postal s svojimi pridigami, kot vemo, sumljiv in gre v Nemčijo. Gre na Frankovsko, v Nürnberg, kjer je bila reformacija že dodobra uveljavljena. Tam je upal, da bo pri Vajtu Dietrichu oziroma pri Vidu Dietrichu dobil službo v Nürnbergu, v kateri od nürnberških cerkva. Pa ni bilo prostega delovnega mesta za predikanta, zato se je Primož Trubar pomaknil naprej v Rottenburg, kjer je deloval približno 5 let, nekaj več, do leta 1553. Tule deluje v Rottenburgu ravno v najbolj vročem obdobju, po tisti bitki Karla V. pri Mühlbergu. Po tej bitki se obe strani nekako naredita korak nazaj. Zato je imel Primož Trubar velike probleme pri tem, ko je iskal tiskarja za svojo knjigo. Trubar je bil v resnici pridigar. Kar naenkrat pa se je znašel na nemškem brez svojih ljubih Slovencev, kot je pozneje dejal. Kaj se lahko zgodi ob tem Trubarjevem potovanju na Nemško v tem času? Trubar, kot že prepričan protestant, bi lahko rekli, bi se lahko v tem času, in se tudi je, poročil, zamenjal jezik, nemško je tako ali tako govoril, postal in ostal bi nemški pridigar in danes ga sploh ne bi poznali. To bi bilo povsem mogoče in ne bi bilo nič nenavadnega. Spravi neka iskra, nek eros v njegovem mišljenju ga je gnal naprej, da je želel ohraniti stik s svojimi domačini. Želel jim je pridigati, čeprav je bil oddaljen od njih. Ker pa jih ni več imel pred seboj, jim je svoje misli želel prenesti v pisni obliki. Od tod ideja za prvo slovensko knjigo, katekizem, in drugo abecednik. Ta ideja je bila udejanjena prav tu, v Rottenburgu. Ker pa je bilo za to obdobje precej problematično in riskantno tiskati potencialno krivoversko literaturo, v Rottenburgu Primož Trubar ni našel tiskarja. Tudi v Nürnbergu ne. Do nedavnega je veljalo, da je Primož Trubar svojo prvi 2 slovenski tiskani knjigi dal natisniti leta 1550, 5 let pred smrtjo cesarja Karla V. v Tübingenu. A danes to ne velja več. V skladu z najnovejšimi 5 let starimi raziskavami so namreč slovenski in nemški strokovnjaki ugotovili, da je črka, kot jo je bil uporabil pri katekizmu in abecedniku, enaka tistim črkam, kot jih je uporabil tiskar Peter Frenz v mestecu Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall leži jugozahodno od Nürnberga ali pa jugozahodno od Rottenburga, nekje pavšalno gledano med Stuttgartom in Nürnbergom, tako približno na sredini. In namreč v zadnjih letih se je bilo odkrilo po različnih knjižnicah več protestantskih knjig, več, ko se jih odkrije, več se potem odkrije tudi posameznih značilnosti, oblike črk, tehnike tiska in tako dalje. In ta mozaik je bil, ali pa se sicer še vedno sestavlja, je pa že tako popoln, da se je to dalo nedvoumno ugotoviti. Poleg tega pa pri tiskarju Ulrichu Morhartu v Tübingenu niso našli nobene knjige, ki bi bila natisnjena z istimi črkami kot abecednik in katekizem. In kaj nenavadno bi bilo, da bi si tiskar samo za eno knjigo šel sposoditi črke nekam drugam.
Črke so za tiskarja v 16. stoletju bile osnovno sredstvo, osnovni kapital, to je bilo drago in vsak jih je varoval kot punčico svojega očesa. Črke tiskarne niso zapuščale, samo zaradi kakšne dediščine, prodaje in podobnega. Kaj drugega pa niti ne, ali pa morda sila redko. Tako da danes velja, in to tudi govori od lanskega leta sem postavljena tabla, da je prva slovenska tiskana knjiga nastala v tiskarni Petra Frenca v Schwäbisch Hallu. Hall, kot so mu dejali v drugem času, je vendarle ležal dovolj blizu Nürnberga in s tem protestantskih mest, da se je to nekako dalo narediti. Kljub temu pa se je tiskar skril za psevdonim Jernej Škorjanec. Za psevdonim Rodoljub Ilirski se je skril tudi Primož Trubar, za vsak slučaj. No, pozneje je Trubar seveda v Bad Urachu skupaj s Hansom Ivanom Ungnadom ustanovil pravi južnoslovanski biblični zavod, kjer v 4 letih natisnejo 30.000 knjig v slovenščini, hrvaščini, srbščini, v latinici, glagolici in cirilici. To je šlo za veliko podjetje. Pomakniti se moramo naprej, da nam večer ne pobegne. Karl V. bo počasi sklenil svojo pot. Sklenil jo bo formalno že tule. Leta 1555, 3 leta pred svojo smrtjo, bo v Bruslju izročil svoje nasledstvo svojemu sinu Filipu. Filip je tisti Filip II., kolega Miloš Mahorčič bo več povedal o tem, ki je potem bil naslednik španske krone. Hkrati pa je Karl V. odložil tudi cesarsko krono. Še nikoli v zgodovini se ni bilo zgodilo, da bi cesar odstopil. Tega niso poznali. Cesar je odstopil. Verjetno je bil grenko razočaran, glede na to, da so protestanti prav leta 1555 izbojevali zelo pomembno zmago. Ne na vojnem, pač pa na političnem polju. Tega leta, 1555, je v Augsburgu bil namreč podpisan tako imenovani Augsburški verski mir, po katerem se je bila ustanovila svoboda plemstva glede bogoslužja in veroizpovedi. A je Karl V. bolj malo imel pri tem dokumentu. Zdi se, da je pri njemu začela počasi svojo pot tudi psihična bolezen, ki jo je delno podedoval gotovo po svoji materi, Ivani Blazni. Zato se je umaknil v enega od kastilskih samostanov Jiste in tam živel sicer ne kot menih, a skorajda pomeniško-asketsko. Krono, cesarsko krono, pa je prepustil svojemu bratu Ferdinandu. Ferdinand I. je bil dotedaj v senci svojega cesarskega brata. Ferdinand ni bil vzgajan na Nizozemskem, pač pa v Madridu, a ga pozneje pošljejo na Dunaj. Bil je nadvojvoda, to se pravi tudi gospodar naših krajev, ravno v času reformacije. Ferdinand I. je leta 1556 postal cesar. In ravno on je tisti, ki si prizadeva za sporazum med protestantsko in katoliško stranjo. On je podpisan pod Augsburški verski mir. Čeprav je njegov brat, ki je odstopil z položaja cesarja, pripeljal politično situacijo do tega, da je verski mir bil sklenjen, pa tega dejanja ni dokončal. V neki grenkobi se umakne v senco. Podpiše pa se pod ta dokument njegov brat Ferdinand. Kaj se zgodi zelo jasno, pomembnega znotraj Habsburške hiše s tem? Špansko krono je nasledil Karlov sin, Filip II. Španski vladarji nikoli več niso imeli cesarske krone. Ta se preseli na Dunaj in tu ostane do konca. Do konca prve svetovne vojne, če rečemo tako. Čeprav se država vmes potem spremeni ime in tako dalje. S tem se konča tudi obdobje enotne države pod eno krono Združenega cesarstva, španskih posesti na oni strani ter španskega polotoka kot takega.
nekaj se razbije. Razbije se cesarska in s tem tudi habsburška moč. Čeprav v smislu rodbine še zdaleč ne. Ferdinand, kot vidimo, ima veliko otrok. 15, 12 jih preživi, 3 sinovi, 9 hčera, pravlična števila. Njegovi 3 sinovi so bili nasledniki, vsak v svoji deželi. Habsburžani so zelo dobro in umno izbirali ženine in neveste in s tem širili svoj vpliv. In Ferdinandovi sinovi imajo rodbinska imena, kot nalašč, da jih med sabo zamenjamo. Bili so Maksimilijan, Ferdinand in Karel, ne boste verjeli. Maksimilijan je bil najstarejši, zanj je Ferdinand že takoj na začetku rezerviral češko krono. In pravzaprav Ferdinand uvede tradicijo, po kateri je najstarejši sin postal najprej češki kralj, kajti Češka je bila že v dominionu Habsburžanov, to pa je predstavljalo že neposredno vstopno točko za cesarsko krono. Najstarejši sin tako najprej postane češki kralj, potem pa rimski cesar. To je bila od vseh mal ustaljena politična praksa. In šele tedaj, šele s tem prehodom med Ferdinandom I in Maksimilijanom je bilo logično in jasno, da cesarska krona ostaja pri Habsburžanih. Seveda, če se je bila zgodila reformacija, so severno-nemške dežele živele svoje življenje in jih cesarska krona ni več pretirano zanimala, če rečemo tako, po domače. Maksimilijan tako postane naslednik. Ferdinand je imel težave zaradi svoje ljubezni, pravi viteški človek je bil, namreč zaljubil se je v Filipino Velser iz Augsburga doma, hčerjo augsburškega meščana, precej premožnega, in njegov zakon ni bil ta prav, ker se je poročil, oziroma je bil z nižjo, ne s plemkinjo, pač pa z meščanko, bil je pa tirolski vojvoda. In Karel notranje avstrijski, to pa je ta, ki ga dobro poznamo pri nas. Z njim bomo zaključili čez nekaj trenutkov. Malo se še pomudimo pri Maksimilijanu. Maksimilijan ali pa njegovo življenje je zelo zanimivo. Odrašča na Dunajskem dvoru, predvsem ali pa večji del pa živi v Pragi. To so bila najbolj svetovljanska leta. Veliko se govori o reformaciji, o renesansi, o renesančni umetnosti, o antiki, o antični umetnosti in filozofiji in tako dalje. In Maksimilijan je bil zelo naklonjen nemški reformacijski ideji. V resnici na ljubo, tedanji sodobniki, tudi glavni predstavniki protestantizma v Ljubljani, Adam Bohorič, utemeljitelj šolstva pri nas v tem obdobju, nekako upajo, da bo Maksimilijan kar prestopil, torej Maksimilijan II, prestopil na protestantsko stran. Jasno je, da se zaradi rodbinske kontinuitete, zaradi vloge, ki jo ima cesarska krona, znotraj političnega in religioznega sistema Evrope, to ni moglo zgoditi. A dejansko je bil naklonjen reformaciji in svojo strpnost je izrazil s tem stavkom: verskih sporov ni mogoče rešiti s silo meča, ampak z Božjo besedo. To veliko pove. In za nas, Slovence, je zelo pomembno še eno dejstvo, ki sem ga tule zapisal. Trubarja so sem in tja, tudi v Ljubljani, obtoževali krivoverstva. To je bil čas, recimo, ko je imel Trubar v Ljubljani na eni strani, kako bi rekli, zaključevala se je zlata doba Trubarja v Ljubljani in nad njega se bodo začeli zgrinjati temni oblaki, prelomno obdobje. Ravno v teh letih, ali pa nekaj let predno je Maksimilijan postal cesar, je Primož Trubar postal direktor podjetja v Badurahu, ki sem ga omenil. 30.000 knjig v 4 letih. To je 8.000 na leto. Ste, kakšna produkcija je to? Pa če rečemo tako, če se za sekundico ozremo nazaj v srednji vek, ko so knjige menihi v skriptorijih še prepisovali. En menih
če je bil priden in spreten, je lahko svetopismo prepisal v enem letu. V enem samostanu tako 10 menihov v enem letu prepiše 10 izvodov knjig. Ali pa 20. Pa bodimo prijazni, pa rečemo 30. Kaj je 30 v primerjavi z 8000? Hitrost širjenja informacij. Vidite, to je tisto. Tisk. In jasno, knjige grejo dol v sodih, čez Alpe ali pa po Donavi. In marsikdo se vtika v Trubarjevo delo, je ljubosumen, ga obtožujejo krivoverskih naukov in tako dalje. In Trubar se odloči, da bo svoj izvod katekizma iz leta 1550 poslal na Dunaj. In naj cesarska komora pove, kako je na stvari. In cesarski cenzori so dali zeleno luč. Odsihmal je tista knjiga na Dunaju. Še danes je to do sedaj edin znan izvod abecednika in katekizma tistega iz prvega obdobja, 1550. Torej, ta izvod je v Dunajski nacionalni knjižnici. Ob 450. obletnici, če se morda spomnite, leta 2000, je ta knjiga s posebnim, skoraj da oboroženim spremstvom pripotovala v Ljubljano za nekaj časa na razstavo. Torej, zato je na Dunaju. Maksimilijan je bil odprt. Tudi Praga sicer je bila zelo svetovljansko mesto. Čehi so imeli svojega reformatorja že 150 let prej, Jana Husa, ki je želel Božjo besedo že v začetku 15. stoletja posredovati v domačem jeziku in obhajati pod obema podobama, kar je tudi značilnost Lutrove reformacije 100 let pozneje. Praga kot svetovljansko mesto tako pozna tako prežitke husizma, judovska skupnost je v Pragi izjemno močna, Maksimilijan jim da veliko koncesij v tem bančnem, trgovskem smislu. Skratka, to je bilo neko središče centralne Evrope. Od tod se vidi in skozi ta dejanja se vidi neka odprtost, neka strpnost. Ampak seveda stvari se spremenijo, vse kar se tiče v naših deželah. Maksimilijan II. Kot cesar nikakor seveda ni mogel prestopiti na protestantsko stran. To je samo misel, ki v realnosti ni bila uresničljiva. Njegov brat je postal šef notranje avstrijskih dežel. Štajerske, Koroške, Kranjske, dobršnega dela današnjega Posočja in centralne Istre. Habsburžani so skozi generacije vedno bolj intenzivno širili svojo posest. Koroško, Kranjsko dobijo bolj kot ne že skozi 14. stoletje, ko pa je leta 1500 umrl zadnji predstavnik goriških grofov, ki so imeli sedež v Liencu na vzhodnem Tirolskem, to je bilo še v času Maksimiljana I., to se pravi že 70 let nazaj, pa so dobili Habsburžani še to območje zahodnega roba slovenskega etničnega ozemlja in s tem nekako zaokrožili, bom rekel, slovensko etnično ozemlje pod svojo vladavino. Bolj kot ne. Nekaj Slovencev je bilo na oni strani meje, na Ogrskem, to je Prekmurje. Tudi zato, ali pa predvsem zato, se protestantizem tam ohrani in je avtentičen, avtohton še danes. Kar je recimo evangeličanov v Ljubljani, to ni ostanek iz reformacijskih časov, pač pa gre za nov dotok iz 19. stoletja. Medtem ko je Prekmurje še avtentično, če rečemo skozi to zgodbo. Nadvojvoda Karel se je bil zavezal, da bo dosledno uresničeval določila Augsburškega verskega mira. Cuius regio, eius religio. Čigar oblast, tega vera. Torej, načelo verske svobode bo upošteval, ampak verska svoboda ni bila za vse, ni bila za podanike, pač pa samo za višji sloj. Če je bil vladar protestant, so takisto morali biti podaniki. In če je bil katoličan, so mu v tem morali slediti tudi podaniki. Ali pa so se izvolili izseliti.
In velika večina, precej, je bilo izgnanih, izseljenih iz vseh krajev današnje Slovenije, če rečem tako. Moral je narediti nekaj v smislu konsolidacije tega odnosa med protestantizmom in katolištvom zaradi turške nevarnosti. Nadvojvoda Karl je bil tisti, v tem obdobju se je namreč bila formirala vojna krajina, ustanovi Karlovac kot enega od mest na območju prednje straže. V Gracu, ki je bilo njegovo glavno mesto, tedaj postavijo temelje slovite graške orožarne, ki je še danes, če greste v Gradec, eden od bolj znanih turističnih spomenikov v Gracu. Torej, zato, da bi obramba nekako stala, je moral dati koncesije plemstvu in meščanstvu, tistemu v materialnem in političnem smislu nosilnemu sloju. Zato sta bila podpisana 2 dokumenta v Gracu in v Bružu gor na območju centralne Štajerske med leti 1572 in 1578. Govorimo o 2 verskih pomiritvah in koncesijah, ki jih je vladar notranje avstrijskih dežel moral dati, da je s tem lahko držal obrambo proti Turkom. To je bilo tisto, kar je bilo zelo pomembno. In v tem času, tik pred njegovim nastopom, je bil Trubar v Ljubljani kot prvi superintendent evangeličanske cerkve. To je bilo zlato obdobje protestantizma pri nas. Ko pa je svojo vlado nastopil nadvojvoda Karl, ki je bil katolik in je bil prepričan, da bo uveljavil idejo augsburškega verskega miru tudi na Kranjskem, tedaj se je to zlato obdobje končalo. Trubar je bil poklican na zagovor k ljubljanskemu škofu Petru Zebahu in tam je jasno potrdil svojo prepričanje, da sledi Lutherovemu nauku, da sledi augsburški veroizpovedi, da je poročen, da ima družino in da ne bo spremenil svojega nazora. Leta 1567 je Primož Trubar bil drugič, tokrat zavedno izgnan z Kranjske. Šel je najprej v Laufen, severno od Stuttgarta je to, na reki Nekar, potem pa v Tübingen oziroma v predmestje imenovano Derendingen, ker je slabih 20 let bil oskrbnik župnije pridigar in tudi mentor, mecen slovenskim protestantom, zlasti Juriju Dalmatinu, ki je študiral v Tübingenu. Primož Trubar je v Derendingenu tudi pokopan. Tukaj je nagrobno znamenje spodaj na desni strani. Ne vemo pa natančno, kje ležijo njegovi posmrtni ostanki. Je več teorij, a več o tem kdaj drugič. Tule za konec samo en tak za osvežitev, ker vem, da je bila kar dolga pripoved. Čas protestantizma je čas Karla V., je čas Ferdinanda I., je čas Maksimiljana II. To so 3 najpomembnejši predstavniki. Za naše kraje pa je seveda še posebej pomemben cesarjev brat, to je bil Karl II., notranje avstrijski. To je ta generacija Habsburžanov, ki se sooča s temi temeljnimi kulturno-religioznimi spremembami v Evropi. In čisto za konec še en pogled na zemljevid, za lažjo predstavo, kaj je bilo cesarstvo in španska krona v času Karla V. Cesarstvo je tole v sredini, cela centralna Evropa, naši kraji, dobršen del severne Italije, južna Italija z Neaplom, ki je bila španska sicer, cela Španija, to je bila španska krona, to je bilo cesarstvo. Eno in drugo krono je imel na glavi Karl V. Poleg tega pa je načeloval tudi vsem posestvom onkraj Atlantika. Upravičeno je lahko dejal, da sonce v njegovem cesarstvu nikoli ne zaide. Avstralije namreč tedaj še niso poznali. Habsburžani in protestantizem je verjetno eno najbolj zanimivih poglavij znotraj evropske zgodovine. Zgodovine, ki je šla svojo pot ne glede na monarhične ideje in želje Habsburžanov, časa, ki je dalo tiskano knjigo nam Slovencem, časa, ki je
renesanso in humanizem preneslo severno od Alp in ko se je le to izkristaliziralo v individualizem, katerega dedič ali pa nosilec konec koncev je tudi Martin Luther, eden od glavnih voditeljev neke opozicije napram ustaljenim politikam tako papeštva kot cesarske oblasti, ki pa se je še vedno seveda z velikim spoštovanjem ozirala v tradicijo in to želela na vso silo ohraniti. Pa ni vedno bilo lahko. Čeprav cesarstvo kljub tem verskim razkolom preživi še nekaj stoletij, pa je Evropa, kot bomo videli še v nadaljevanju cikla predavanj, morala iti še skozi eno tragično obdobje 30-letnih vojn, da so se stvari ne samo v verskem, pač pa tudi v političnem smislu na nek način izkristalizirale. Hvala lepa za vašo pozornost.